Bog daj in lep pozdrav. Spet smo na morju. V prejšnji oddaji smo obiskali Ankaran, Škofije, Koper in Izolo. Nocoj pa nadaljujemo pot po naši slovenski obali, kjer obiskujemo številne cerkve in na ta način omogočamo vsem, ki se v te kraje odpravljajo, informacijo o verskem življenju ob morju. Naša prva postaja nocoj je Strunjan. Cerkev tu obhaja 480. obletnico obstoja, upravljajo pa jo frančiškani. Je v celoti obnovljena, žal pa nima urejene električne napeljave, zato je notranjost celoti brez osvetlitve. Cerkev se imenuje Santa Maria della Visione ali Sveta Marija od prikazanja, po dogodku iz preteklosti. Za Strunjanom nas pot pripelje v staro mesto Piran in marsikdo izmed vas ne ve, da mesto v svojem jedru skriva kar 12 večjih in manjših cerkva. Seveda vsi poznamo cerkev na hribu, ki jo pravkar obnavljajo, pa cerkev svetega Petra ob znamenitem Tartinijevem trgu in mogoče še znameniti križni hodnik in frančiškansko cerkev, v kateri je tudi grobnica družine Tartini. Ostale so le manjše kapelice, ki pa so ene odprte, druge zaprte. Ene sem našel, drugih ne.
Je pa mesto Piran letos organizator številnih koncertov najrazličnejših žanrov in enega mi je priredila nepoznana študentka kar na klavirju v Križnem hodniku. Čas hiti, z njim pa tudi mi in že smo v Bernardinu, kjer so cerkev in samostan sezidali 2 leti po smrti svetega Bernarda, torej leta 1226. Po naravni nesreči leta 1800, ko sta bila cerkev in samostan poškodovana, je prostor bil na razpolago zobu časa, ki pa je iz njiju naredil ruševine. Občina Portorož pa je 1974. leta okrog ruševin postavila 3 mogočne hotele in lepo uredila prostor, za cerkev pa je zmanjkalo denarja. Pred 2 leti, za veliki šmaren, pa je cerkev in občinska uprava premogla skupni dialog in v Bernardin se je spet vrnilo bogoslužje, ki je sedaj le ob večjih praznikih, so pa narejeni že vsi načrti za obnovitev cerkve. Tudi v Portorožu, kot po ostalih mestih ob morju, ni samo ene cerkve, ampak je poleg večje še nekaj manjših. Žal pa so prav v tem mestu iz tistih manjših naredili kar trgovine, kazine in tako dalje. Poleg Bernardina obstajata še cerkvi v Luciji in solinska cerkev v Sečovljah, kjer pa so le občasna bogoslužja. Je pa v osrčju mesta zgrajena nova cerkev. Res da nekoliko skrita za številnimi hoteli, pa toliko bolj prostorna, ko pridemo do nje. Simbolika njene oblike, podobno kot cerkev v Ankaranu, je ladja, ki ima 2 jambora. Od ankaranske se loči le po notranjem videzu, ima pa nekaj več, velike in mogočne nove orgle.
Izredno lepa okolica ji daje čudovit videz. Med rože in drevje pa je ob cerkvi še vpletena kapelica Lurške Marije. In še zanimivost samega imena Portorož. V starih časih se je imenoval Lovreč, po svetem Lovrencu. Nato je dobil ime Santa Maria de la Rože ali Marija iz Rož. Prva kapelica, ki je bila nekdaj na avtobusni postaji, je imela sliko Marije med rožami in leta je sedaj pri vhodu v novo cerkev. Šele pozneje se je mesto preimenovalo v Portorož, kar pa se spet nanaša na rože, saj Porto pomeni luko, rože pa so rože, torej luka rož. Ste to vedeli? Naj dodam, da je vredno obiskati te primorske cerkvice, saj je v skoraj vseh delujočih v času dopusta opaziti polno raznoraznih razstav. Župnik župnije Portorož, gospod Prelc, je čudovit človek, vsakemu na voljo, obenem pa veliki poznavalec zgodovine cerkve na Primorskem. In mogoče bom prav naslednje leto uspel vsem, ki vas zanima, predstaviti bogato in zanimivo zgodovino cerkve na slovenski obali. Naslednjič se vidimo že v mesecu septembru. Sonce bo že zmanjšalo svojo moč, iz morja se bodo vrnili še zadnji dopustniki, odprla se bodo šolska vrata in za vse krščene šolarje se bo pričel verouk in mladinska srečanja. Te oblike verske vzgoje so vsakemu na voljo, če le najde čas in interes zanje. Mi pa bomo skupaj nadaljevali brskanje po zakladnicah naših cerkva in kaj kmalu bomo lahko rekli Bogu hvala za prvo obletnico oddaje Domača cerkev. Nocoj je 25. po vrsti, do 26. pa z Bogom.